Jaz sem zakonska in družinska terapevtka, pa imago-facilitatorka, tako da to, kar boste danes slišali, je tudi malo iz tega ven, res, ker pogovor je zelo temelj in v bistvu je zelo tudi dragocen pri najstniku, mogoče še, ne vem, če bo se čuden slišali, ampak v bistvu najstnik, tako kot otrok rabi tisti fizičen objem, najstnik na nek način pa rabi, da ga znamo tako čustveno objeti, pa tudi v besedah slišati, pa z besedami objeti, ne. In je tukaj mogoče tisto, kar smo rekli, malo drugačna naloga je ta, da zdaj tukaj mu dajemo besede, mu pomagamo, da bo on to, kar je v sebi, pa ne zna izraziti, pa tako, da smo v bistvu mi tam ob njemu, da ga toliko poslušamo, da ima prostor, da to da iz sebe ven, a ne. In danes, ko sem bila tako v eni skupinci 7, 6 razred, otroci res se srečujejo že zelo težkimi stvarmi, če ne v družini, pa s sošolci. Tako da je super, če ima prostor, da lahko ven skašlja. Ne bi, kaj sem se danes slišala, ampak me je res pretreslo, tako da sem še malo pod tem tisom. Tako, zdaj, te, ki ste rekli, ki imate v bistvu, a ne, najstnika, ki je v bistvu pravzaprav strokovno rečejo temu, da je v bistvu prednajstniška faza, ne, ta prve najstniške odzive, ko je star 10, 11 let, a ne, in tam naenkrat iz onega fantka, punčke, ki je tako bil, a ne, zelo še mogoče prej ubogljiv, pa tako, naenkrat ti zabrusi nekaj nazaj, ali pa reče, ne bom, ali pa reče, jaz pa hočem, da je takole, a ne. To nas takrat v bistvu zelo mogoče preseneti, a ne, ker v bistvu on se zdaj je pogruntal, ne, naš najstnik je pravzaprav ogromen je telo se mu razvil, zraven se mu v bistvu hkrati, a ne, abstraktno razmišljanje se mu razvilo, hkrati vedenje spreminja, ker se mu možganske povezave delajo na novo in v bistvu on, to, kar je bilo prej lepo rečeno, on še sam sebe ne prepozna. On kdaj še sam ne ve, kakšen glas bo iz njega izletel. Če imate recimo fante, ki bojo mutirali, a ne, on se bo postavil, ne vem, mi smo to doživeli v koroni, a ne, se bo postavil sredi hodnika in na glas zatulil, a ne, ampak ne zato, ker bi ti hotel nagajati, on je sprobal svoj glas, ne. In tam noter ga lahko mi, a ne, če nas sredi, pa nas je mož je snemal, jaz sem imela tudi eno terapijo po Zoomu, a ne, on je prišel pa iz šole, edini, ki je bil v šoli domov, ne. In lahko bi ga nadrla, ne, jaz dobro, da sem tako, res sem se mogla prav ustaviti, a ne, da nisem rekla, ti snema, ne. Tako, tam noter, on je pač na hodniku do ni, a ne. Tako, en tak mogoče konkreten primer, da razumemo, ali pa v bistvu, a ne, nekaj, da nekaj pove, da je nekaj v besedi, pa v bistvu pove, da on je zdaj ve, kaj se dogaja, a ne, pa nima uvida, ampak toliko ima to potrebo, da to, kar je zdaj odkril, da je to zdaj že on, a ne. Zato tukajle pravzaprav, a ne, on ima občutek, da že sam to krmilo drži, in ta podoba mi je tako dobra, a ne. V resnici smo pa mi tam zadaj, ki vemo, da še nima dosti uvida, da v bistvu burno odreagira, da bo v bistvu traparijo naredil in zato mi še zmeraj postavljamo mu meje. Ampak v bistvu v tem noter, da pa on ima nekaj prostora sebe že izražati ali pa da sodeluje pri, ne vem, pri izletih, a ne, reče beden izlet. Okej, naslednjo soboto ga ti lahko organiziraš. Kaj predlagaš? Napiši, povej, pa bomo pol šli tja, a ne. Tako, ga lahko takrat, ko on reče nekaj beden, ga v bistvu potegnemo noter. Okej, kaj bi pa ti predlagal? Ali pa reče, ne vem, bedna torta, a ne, na koncu ta prvi poje. Ampak v bistvu v tistem trenutku, ker, kaj pomeni, podbeden je lahko eno in isto, ni mi všeč, jaz bi rad kaj novega, ne, tako. No, in tukajle, mogoče tole, kar je mogoče tukaj dragoceno, a ne, mogoče ta polarnost moškega pa ženskega je zelo dragocena, a ne, in tukaj od očeta bo mogoče včasih dobil manj teh besed, a ne, odvisen, kakšni so možje, ampak ta kratek stavek, jaz se spomnim mojega očeta, a ne, ko sem šla v Francijo sama z mladimi, a ne, je rekel, a ne, dobro se drž, samo en stavek. Ampak mene je to varovalo pred vsem alkoholom, predvsem, a ne, koliko ta beseda, ki jo možakarji tudi težko izgovorijo, jih nese, pravzaprav, ali pa da v bistvu mu pove kakšno svojo izkušnjo. Je tako, kot bi prej, ki je majhnega otroka dal gor naročje, a ne, ga v bistvu dvigne
zmogel boš, poglej daleč, problem ni tako velik, verjamem vate. Tukaj može s to držo res ogromno dajo otroku. Otrok pa more v svet in boš v svet in boš v medvrstnike in boš tudi med vrstniki, ki so lahko vsi, mogoče kdaj štorasti, grobi, se šikanirajo, ampak ta očetov stav ga zelo drži. Kaj pa tukaj mame? Mame smo pa tukaj tisti, kar se mi zdi, da je razlika od prejšnjega obdobja, je to, da moramo nekako narediti ta prostor, da bo on lahko povedal. In tukaj imamo, sploh, če smo prej navajeni, tako, jaz sem tudi, bila mama 3 otrok, pa je skozi akcija, pa v bistvu rečeš, dajmo, gremo. Tukaj rabi otrok prostor, pravzaprav tudi, da ima prostor 1 na 1. Da v bistvu ga kdaj res samo poslušaš in je tam veliko tega, a res, a tako, preden karkoli sodim, da on v bistvu celo zgodbo lahko skašlja. In tukaj mogoče, kar smo tudi v tej skupini, tako za mame najstnikov videli, je res to, da v bistvu tukaj mame bi kuj dale na svet, kuj bi skočile, kuj bi razlagale. Ampak da je tukaj fajn, da je najprej malo pustimo, da on tudi razmišlja, da on tudi kaj pove. Recimo, mame sprašujejo, ker recimo kakšni otroci so mogoče bolj molčeči ali pa veliki v svoji sobi, pa tam enkrat 13-14 fant naenkrat nič, z njega ne spraviš, Ok, tam noter glej, kje je pa mogoče tak prostor, kjer pa se razgovori. Recimo, ne vem, ena mama je dolg časa recimo, da bi šla s sinom na sprehod, tako je bilo včasih, sin pa ni hotel. In pol, ko smo rekli, da posluš, kaj mogoče pa sin ti sporoča kaj, in je ugotovila, da je sin pravzaprav že pol leta govori, da bi šel z njo s kolesom. In ko sta šla s kolesom, ki je bilo, bomo rekli, narekovaju po njegov način, da je bil slišan, je iz njega kar letel, kaj se mu dogaja, in pol tudi, jasno, v dežju ne gremo smeri na kolo, je potem en prostor se ustvaril na tistem izletu s kolesom. Ja, drugače. Ne boš to že. Da je sin začel več, Ne, naravo. Tako. Prej drugač, veš, Na mamah je tisto, da res ustvarjamo ta prostor. Najstniki, no. Simona, ti žmigaš. Stanki zmanjil, tu sem te prvi še vprašati. Ti si pa ne pogledaš, kaj ti žmiga. No, in v bistvu, kar je tako, da v bistvu mame smo pa tukaj v tem, tako je bilo že prej lepo rečeno, v bistvu pa zelo na nek način prebrisane. Zdaj, v bistvu otrok lahko ne bo pustil, bo v bistvu imel ta prostor, je še zmeraj zvečer v njegovi sobi, ko se bo s tabo začel pogovarjati, ta drug moraš pa pol, če on iz sobe noče, da si tam, da je to njegov prostor, je treba pa najti en drug način. A zdaj to, ko ga povabimo k kosilu, pa sva kdaj, ne vem, sem ati pa mami, pa ta otrok, pa se tudi pogovarjamo, ali v bistvu greva kdaj sama na sprehod, ali v bistvu gremo v trgovino skupaj, če to punca, pa v avtu s potjo, da v bistvu iščemo te prilike, ko sem sam z otrokom, pa da ne pritiskam. To mu je zelo dragoceno in recimo, mogoče še en primer tak, ki je ena mamica tako v bistvu videla, da sin na nekaj muči, in je šla z njim na sprehod in je rekla, 1 uro ni bilo nič, tišina. Mislila prav, zastonj, brez veze, pa na nič. Ampak sin je tik pred domom, to se pravi, takrat, ko se je skoraj ta pogovor po mamičino že zaključil, je pa iz njega zletel, mami, mene sošolci zafrkavajo, tole mi govorijo, ker nimam očeta, so se še tukaj na to spravili, pa ko imam tole, so se na to spravili, in je potem on začel to, iz njega je pol sem letel. In pol prej je pa 3krat med potjo rekel, mami, se ti noš razumela. Mami, brez veze, da ti rečem, noš razumela. Je fajn, da v bistvu vemo, da je otroku kakšna stvar, ki mu je težka, dejansko rabi na nek način več našega prostora, da bo upal povedati. Pa tudi, če je prej vam skozi govoril, ampak kaj najstnik mu je tako, če se sebe spomnimo, mu je malo težji stvari nekako mami povedati, ker tam on čuti, da mi smo odrasli, on pa še ni čist, pa še ne zna, da zdaj tukaj je mali izziv. Tako da tukaj nas mamah tako,
kako najdemo ta prostor do njega. Ne? Ok, kaj je pa tukaj tako mogoče najbolj težko, sploh kaj, ker sem slišala, da ste mame, a ne, večjih otrok, a ne, so lahko 3, 4, 5, a ne, kar je tako, je pa to, da tako, kaj je rekla prej lepo, mislim, da je rekla Katja, a ne, da sta najdla z možem zdaj tako, prebrisano sta najdla 1 uro za njiju, ker je, a ne, ker grejo otroci prej spat, a ne. To včasih, a ne, ni možnost, sploh če je kakšen otrok še po koncu in tako, ampak ta čas za nas mame tukaj zelo rabimo. V najstništvu sploh zato, ker otrok bo vse bolj burno odreagiral. Ali bo bolj jezen, ali bo bolj vesel, vse bo bolj valovil. In tukaj, tako jaz, ne vem, tako, tudi sama sem prakticirala, najbolj to, da v bistvu med službo pa domom, da sem si vzela, ne vem, 15 minut za sprehod. Da v bistvu, da se res nekako, kako naj rečem, človek tudi psihično pripravi na to, kaj ga čaka doma. Najstnik dostikrat ne da pomivalca, čevlje pusti pred vrati, tudi če jih je prej že lepo pospravil. Nas preseneti s kakšnimi, ena mama je rekla 5 otrok, 5 fantov, to pomeni kup čevljev pred vhodom. In mama pride zmatrana, da mi zagleda tiste čevlje. Nič takega, ampak če to vsak dan in vsak dan reče 6-krat, da takole je. In je v bistvu polih izmeri kregala in je rekla, da v bistvu enkrat se je pa tako psihično pripravila, rekla, ne, danes jih pa ne kregam. In je stopila noter in oni so bili že pripravljeni. In ona je rekla, kako pa ste? In jih je čisto razložila. Tako. In to sem pač, delila sem v bistvu to prav tako, ker mene so tudi tako, pa moji, tudi tako, ker sem pa tudi iz službe prišla, direkt iz službe, kdaj je utrujena, in sem tudi rekla, ti to naredi, to naredi, to naredi. In so meni moji otroci rekli, mami, ti sem rečeš, kaj za narediti, nič te pa ne zanima, kako smo. Včasih najstnik je toliko bolj na odnose, toliko bolj mu je to, da najprej njega vidim, vse pol, bo tudi naredil. Ampak če njega ne vidim, ti bo lahko se zelo upiral. Tako. In tukaj, če smo v časovni stiski, mi kdaj, kako ne rečem, najprej naredimo, pa se bomo pogovarjali. On pa daje obratno hoče. To je mogoče, kar sem jaz ugotovila, pri najstnikih. To, ok, da ne bomo predolgi, bom pripravila še mečkam tole. In res, ker razmišlja že po svoje, v bistvu, on v bistvu tako, ne da ti nekaj kontra, pa kad nekaj naredil po svoje, to ni, da bi zdaj hotel tebi kontrati. On zdaj ugotavlja, a zdaj to, kar si izmislil, lahko tudi uresniči. Potem v bistvu kritično razmišlja in zato mogoče tisto, kar naše generacije nismo imeli, bo on recimo bleknil, mami, ti si čisto konzervativna, mami, ti si čisto neumna. Mi to nismo smeli. Pa nas je bilo zelo tako strogo, še, ne vem, kako ste imeli ve, ampak in to nas šokira. Ena mama je rekla, da je v bistvu otrok rekel to grdo, enkrat je rekel, ne, a veš, bilo bolj, oprosti, ampak bilo bolj, da me ne prodila. Je rekla, jaz še zdaj, pa en let od tega, imam to v spominu. Otrok sploh ne ve, kaj je blekno tam noter v jezi. Mi pa to dobimo, serviran in v bistvu dobimo direkt v srce. Zato je spravim, da je tukaj na nek način to najstništvo obdobje ogromen enega tudi odpuščanja, spuščanja tega, da nekako res tukaj, ne vem, tudi če si nekam na en plakat napišem, da tega ne dela nalašč. Zadel me pa bo, tudi če si to skoraj napišem. In iti čez to. Ena druga mamica isto delila na istem srečanju, rekla v bistvu, z otrokom sva se skregala, oba sva si grdo rekla, ampak on je že zdavnaj pozabil, prišel je čez pol ure prijazen do mene, je rekla, meni se pa še kar tisto vrti, jaz to ne morem spustiti. To je nekaj, kar mogoče v najstništvu se mi zdi, imamo mame največji izziv. Da to, kar nam grdo servira, vidimo, da je on to naredil impulzivno v čustvih in da to spustimo. In da imamo, da pa to lahko spustimo, pa rabimo en odrasel prostor. A je zdaj to mož, a je zdaj to prijateljica, a je zdaj to spovednik, a je zdaj to pač ena oseba, ki lahko, da jaz to dam ven in da ne nosim pol v odnos z najstnikom. Mogoče ta del se mi zdi tako res
In kdaj se uspem zavedati, takrat, ko mi nekaj takega naredi, da to ne dela nalašč, kdaj pa ne, kdaj pa tudi mogoče impulzivno, a ne. Tudi pravijo mirne mame, impulzivnost, a ne, še z mene lahko potegne impulzivnost. In kaj lahko tukaj naredim? Res tako vdihnem, počakam, ali grem za minuto ven iz prostora, kadar on kaj takega naredi, a ne. Ali pa da se 3-krat najstniki spravijo na mamo, a ne, s temi svojimi, a ne. Takrat res dihati ali pa iti za minutko ven, a ne, da bom prav odreagirala, da ne bom jaz šla nazaj na isti nivo, ki ga ima on. Ker jaz sem odrasla, on je pa vseeno ni še odraz. Ne. Ta del je tako, no, zelo tak izziv. Mogoče še tole. To je pa v bistvu malo izimaga, ampak se mi zdi, da meni osebno zelo služi in se velikokrat, ko se do kateregakoli človeka odpravim, mi ta podoba toliko služi, no. Zelo mi je ljuba, ampak tako, ne, ta most, a ne, ko grem jaz do druge osebe, tudi do mojega najstnika, je tam ena druga oseba. In jaz, če grem nasproti, če mu želim iti nasproti, slišati, kaj se mu dogaja, najprej pogledam, v kakšni koži sem jaz. In če nisem v najboljši koži, ne odpiram težkih tem. A ne? Vse, kar ne gori, lahko počaka. A ne? Včasih hočemo rešiti, če nam je nekaj rekel, hočemo mu kuj povedati. Mogoče bo bolj fajn v soboto, ko boš naspana, ko bo mož, ne vem, te male otroke vzel in se vam midva lahko na 4 oči počasi v miru to pogovorila. Bo več, kot da mu jaz zdajle takoj vse serviram, kaj ni prav naredil. A ne? In tukaj res, ko se mi zdi res na most, ali pa ta druga, mi bi tako tudi to, a ne, ko grem k najstniku v sobo, isto. Vstavim se, potrkam. Potrkam, meni je nucalo to, da sem v bistvu pomislila, kakšni koži sem jaz, tako se to lahko sekundi narediš. Pa tudi, okej, kakšen je pa on zdajle, a ne, v kakšni koži je pa on, a hotel se pogovarjati ali ne, mogoče se pa zdajle ne hotel, da ne tišim. Lepo v bistvu pristopim, ne vem, nekaj rečem, je kosilo zdajle, ali pa čez 10 minut bo kosilo, pa če se hoče pogovarjati, se še kaj pogovarjam, če ne pa ne tiščim v njega. Najstnik se v bistvu dostikrat je soba njegov edini prostor, kjer je nekako, ne vem, če se spomnite, ne, preureja sobo, to je že njegov prostor, ne. In zato tukaj je fajn, da tukaj počasi mame ne pospravljamo, da on poskrbi, lahko je že, lahko pa še ni, ne vemo, kje ste, ne, ampak da ima on ta prostor čez, da v bistvu tudi se zmenimo, a ne, da v bistvu potem mu damo koše za smeti in take stvari, da res v bistvu on za vse to skrbi. Ne nosimo mu mi in tudi obleke lahko recimo mu prinesemo, pa on to ureja, a ne. In kaj naredimo? Prvič, a ne, nismo več servilne mame, drugič, ja, saj tu pa ima borbe, ampak on tukaj ima že en prostor, kjer lahko na svoj način ureja stvari. Ne? In tudi si sam da, kjer obleko ima najraje že na vrh in tako, ne? Jasno, saj je treba pa veliko še spodbude pa pogovora, ampak je dragoceno, ne? Da tukaj ima že en svoj prostor. To, ker mogoče, ker imamo še mame tako izziv, a ne, je ta, da ali bi hotele vse kontrolirati in zdaj tukaj ga počasi spuščamo. To kontrolo, a ne, na nek način širimo. Še zmeraj gledamo, da ne bo šel strgan v šolo, še zmeraj gledamo, a ne, da v bistvu kako se obnaša, ampak da en delček doma mu malo tega prostora več že počasi pustimo, ne. Da tudi mogoče, ta del je mogoče boljši izziv, a ne, da se za vsako stvar ne pogajamo, da recimo, ne vem, se usedemo enkrat, pa kdo rečemo, kako bojo dela po hiši razdeljena, kako bojo med tednom, kako bojo v soboto, ne vem, kako imate sobotno delo, ne. Mi smo se enkrat tako pogovarjali 3 ure. Smo se pogovarjali, kako razdelimo to delo, da bo pravično, ker otroci so zrasli, a ne, ta malo je imel prej manj, zdaj pa, da bo za vse 3 pravično. Kaj zdaj to pomeni? Da smo v bistvu razdelili, pa so pa še ugotovili, da enemu nekaj ne diši, okej, potem bomo pa na en teden rotirali. In ko smo vse to uredili, je en teden lepo šlo. Po enem tednu bi oni vsi nehali delati. A ne? Ampak potem sem jaz rekla, nismo se zastonj 3 ure premetavali, kako bo to izgledalo, zdaj to 1 leto drži. Ne? Da tukaj tudi ene meje mi postavimo,
Prej je imel pa prostor, si imel prostor takrat reči, vsi trije ste imeli prostor, vse tri smo upoštevali, ampak zdaj pa nekaj stoji. Spravi, da on že sodeluje, bomo rekli, na hišnem sestanku. Tu se jim fajn zdi in pa pač, če presodite, čez nekaj časa treba nekaj spremeniti, se pa pač naredi nov sestanek. Ampak da tukaj ni samo po naše in to pomeni tudi, recimo, ne vem, pa nas ima mož idejo, da bodo otroci, en bo celo kuhno pospravil, en bo celodnevno, en bo pa tako. Ampak to pomeni, v kuhinji bi lahko, če bi bil tisti, ker na vrsti slabe volje, bi lahko vse stala. Potem raj kuhno razdelili na 3 dele in so oni mogli še med sabo, ker so to povezani deli. Če ene naredi, a posledico še ta drug in še ta tretji. To se pravi, da so se še učili, kaj to pomeni, če ene naredi, mu ta drug ga tudi spomne. To pomeni malo trenja, ampak je zdravo. Tako, mogoče še imamo še 2 minutke, Simona, imamo? Mogoče, kar bi še tukaj, se mi zdi zelo pomemben, sem še mogoče dotakniti, za konec, da ne bomo preveč, zmeraj želim veliko, mogoče tale delček, Kar se mi zdi dragoceno zaradi narave najstnika, da najstnik je zelo občutljiv na našo kritiko, nas pa skozi bo on kritiziral. In kaj zdaj v bistvu, kako zdaj mi pa lahko ne naredi pa stvari? Kaj ne zdaj mi tukaj naredimo, da ne bo za vsako stvar v luft skočil? Čim moj mož je recimo opazil, samo, da so s hčerko, ki je bila najbolj takih letih, samo 2 besede sva si rekli. In je bilo takoj nekaj, kar jo je vznemirilo. Ker mogoče jaz sem samo rekla pomivalec, pa jo spomnila, da sem ji nekoč rekla, da nikoli ne dal pomivalec, in to je ona imela kot žalitev, in so bile že dobre. Tako da tukaj mogoče, kar sem videla, je to, da je res dragoceno, če tukaj našo kritiko spreminjamo v spodbudo. Tako da, ne vem, super si naredil, mogoče sem še tale delček manjka. Ne vem, ni ga v kosilu, zmeraj zamuja v kosilu, pa se potem prmaja dol, in reče, vse en, če mene ni. Ni isto, če te ni. Če znamo tako obrniti na lep način, se mi zdi tukaj zelo veliko, ali pa da recimo res opazimo, ko nekaj takega dobrega naredi. Zakaj? Zato, ker več, ko bo tudi te pohvale, lažje bo potem tudi kritiko sprejel. Če pa najstnika, ki nam nagaja po spisku cel teden, pa same kritike nazaj dobi, tam smo hitro imamo ogenj v strehi. Tako da res mogoče res ta krepiti, to se pravi, pri sebi, da imam te trenutke tišine, ko se jaz umirim, ko v bistvu vem, kakšna grem na mozg najstniku, in da kdaj vsem, tudi če pol ure kasneje je sledeva pomivalcu, pa se nisva skregala, to je bila zame zmaga. Da nisem toliko na črko, ampak da v bistvu, ker je njemu pomemben odnos, mogoče mi je tukaj tudi pomemben odnos, seveda, ne da pol delo ni narejeno, da se prav razumemo. To pa, da v bistvu tudi najstniku, tako se mi zdi, da imamo dosti, tukaj imate izziv, če imate še majhne otroke, da so sproščeni trenutki. Trenutki, ko v bistvu res ali se smejemo, ali kuhamo skupaj, ali se gremo igre, tudi če še ni pomit, pa rečemo, čez pol ure pa vsi zagrabimo. In včasih te trenutki stika mu toliko pomeni. Sploh, če ima recimo izkušnjo, da v šoli, recimo, ne vem, se ne najde sošolci, ali so premešali razred in je on tam ves nesrečen, takrat probajte si vzeti malo več časa za njega. Rabi našo podporo, kljub temu, da si v šoli mora pa sam tisti prostor zboriti. Ker ob eni igri bo mogoče lažje povedal, kaj se je dogajalo, kot pa če se usedemo pa rečemo, zdaj pa povej. Tako, mogoče še tole, da smo se skecali, da smo precej ženska druščina, mogoče še ta delček za zaključek, tako, mogoče ta se mi zdi zelo dragocena, sploh če imate sinove, da v bistvu sin mora narediti res eno ful dolgo pot iz tega, ko bi tebi blizu, bom rekla, ne čisto ženskega sveta, ampak precej ženskega sveta, v vrtcu so učiteljice, v šoli je veliko učiteljice, hvala Bogu na enih šolah, ne, ampak na velikih šolah, in zdaj mora on nekako odkorakati v ta moški svet. Zato tukaj probaj
probajte tukaj, tako se mi zdi tudi, tukaj res možje lahko veliko naredijo, da imate tudi oče pa sin veliko tega prostora, ki je čist nam tuj kdaj, ženskam, da se boksata, da v bistvu, ne vem, Lego kocke skupaj sestavljata, da, ne vem, gledata pač nekaj o Tesli, recimo, o avtu in to novo, ne. Tukaj v bistvu rabi fant tudi ta moški svet in tukaj v bistvu kdaj te lahko zelo grobo odvrne. On si v bistvu želi, ta stik z očetom, recimo, da očeta, ne vem, med tednom, recimo, veliko ni doma, te lahko odvrne, pa ni hotel tebe odvrniti. Ampak v bistvu nekaj pogreša, pa hoče biti drugačen kot ti. In tukaj, kar smo se pogovarjali, mame najstnikov, tako, kar je bilo zanimivo, tako tudi iz prakse ven, da je zanimivo, da recimo tako, če oče tako mož zelo stoji za tabo, otrok bo dostikrat kar dosti spoštljiv, kadar sta oba doma. Ampak da ko sta pa sama doma, so pa kakšni fantje tudi lahko zelo grobi. In da to ni namenoma, ampak to je spet tukaj noter iz tega, da on ima, ne vem, 10-krat toliko testosterona v sebi in tisto pravzaprav jezo, ki je v bistvu namenjena tudi temu, da se na svoje postavu vrže ven in ne znajo obvladati, in to vrže vate. In tukaj se mi zdi, da res tukaj, kdaj ženske tako ne razumemo tega moškega sveta, oziroma tudi to, kako zdaj to jezo ustaviti, ker tukaj ga res lahko kdaj fizično stop, nehaj, ker buta ven. In tukaj v bistvu zato so res tako dragoceni tudi možje, ker res tam samo pride pa reče, lej, z mamico se tako ne govori, da mu pomaga, kako bo on to jezo, pa pol mu še povemo, kako lahko to jezo na druge načine kanalizira. Da v bistvu, ne vem, lahko gre pokositi travo, če ni toliko, da bi zdaj nekaj pokvaril, lahko si da eno glasbo, lahko gre po tuš, tukaj še tak karakter res lahko zelo velik teh eksplozivnosti. Pa to mogoče še, da tudi recimo, da je nasproten spol, bratje, sestre, se v enem obdobju lahko za en let zelo tako krešejo. Da spet tukaj nimaš drugega kot fizično vsak svojo sobo, pa se potem vsakom posebej pogovoriš, ker je toliko isto, to so zadnji hormoni, ni, da bi zdaj sovražil svojo sestro, čeprav bo tako govoril, ali pa brata. Tako, no, mogoče sem tale stavkec za konc. Meni se zdi, da je res ta najstništvo tako čas ene velike ranljivosti, kot se nekaj tudi naše, da imamo ta prostor ubesediti, kar nas boli, kar nam je težko, pa ne najstniku. Dajmo tukaj si vzeti ta čas, tudi če ga ni. No, se mi zdi, da izkušnja je, vi imate tudi domačice, da si to lahko podelite, da bomo zdaj tudi kakšno stvar si podelili, ko slišiš, pol vidiš, kaj je za najstniško obdobje normalno. In rečeš, se moj otrok je čisto normalen, samo najstnik je, to je pa paket. Tako, da izpuščamo, to nas daje tako, da res počasi te roke se razširijo, potem se bo razširile še na kakšne simpatije in potem počasi na vnuke, tako te naše roke se zdaj odpirajo in da je to tudi čas enega odpuščanja, zato da je potem spet prostor za nov dan, za novo ljubezen, za mojega otroka. Tok, mogoče za zdajle, pa boste malo, ko bomo podelili, pa se res vabim, da v bistvu kaj je tisto, kar odmeva ali pa kar že opažate, kaj lepega, kdaj tudi kaj težkega, to je tisto, kar pač je oboje v najstniškem. Polno življenja, pa hkrati, da je tudi kar nekaj ene bolečine, pa enega tega trganja. Drugače pa polno živosti, pa energije, da je šprica. Tako, evo.